Ponovno vas vse lepo pozdravljam. Upam, da v tem današnjem izlaganju, ki ga imamo, srečanju, da smo izbrali prave teme v pravem trenutku. In še enkrat bi se zahvalil našima obema predhodnima gostoma. Sedaj pa vam sporočam, da samo samo sekundo, imamo v živo. Takole imamo v živo, hvala lepa. Torej tudi pri nas v tem prostoru je debata zelo vroča. Pogovarjamo se razne stvari, o katerih bi lahko govorili, debatirali na glas, vendar je program narejen, gostje so tle. Tema so pa dotika vsakega izmed nas tematike in sicer ta hip zdravi pogoji v šoli. In naš član se je odzval, Egidij Kozjek, nam bo predstavil, kako omogočiti zdrave pogoje v šolah, da bodo naši otroci postali zdravi in srečni, kar je tudi namen Društva za srečno življenje Belis. Trudimo se na več nivojih, skušamo zaobjeti celoto našega življenja. Najprej se moramo potruditi, dragi člani in vsi prisotni, ki ste in nas spremljate v živo preko družbenih omrežij, da postanemo najprej vsak sam pri sebi mirni, da ocenimo vsako novico, ki pride z distanco in se v duši vprašamo, ali je to potrebno, ali je res in ali res ni drugega izhoda ali druge rešitve kot to, kar nam ponuja ta sistem. Res je, da živimo toliko let, vse življenje v tem sistemu, prenašamo stoično vsak dan leži, takšne in drugačne. Mene velikokrat v duši boli, ker berem, sem človek, ki raziskujem in slišim preko medijev povsem drugo resnico ali pa približno resnico, ki je tako izkrivljena, da si ni več podobna. Tako da zdaj, v tem trenutku, je naš Egidij gost. Povabili smo tudi našega Blaža, ki je po poklicu bil varnostnik, da bi zadeve nam pobliže predstavil, kako varnostne službe danes funkcionirajo iz prve roke. Upam, da bo uspel priti, če ne bomo njegovo temo nadomestili. In pa v tretjem delu te ure nameni in cilj Društva Belis, kjer nam bo Iviljana skušala povedati, na kakšen način naj se obdržimo pri sebi, da bomo zavestno, stoično se znali ubraniti proti zlu, ki se vali proti nam. Najprej v majhni kepi, tako kot smo brali na začetku te epidemije lani maja, ki je zapisal gospod v članku, da nas kuhajo počasi, niti jo ne opazimo, ampak ko je vroče in prevroče, ko smo kuhani, preprosto iz tega piskra več zleziti ven ne moremo. Zato zdaj smo še toliko pri sebi in ta hip predajam besedo Egidiju, ki nam bo povedal, kako se oprijeti tistega roba in na katero stopnico stopiti, da ostanemo prisebni. Egidij, izvoli. Ja, živijo, lepo pozdravljeni. Da vam najprej se predstavim mojo šolsko pot, od otroštva do fakultete. V osnovno šolo sem hodil na vaški šoli v Besnici, 4 razrede, in že v prvem razredu sem izkusil diskriminacijo, strahove, upravljanje, tudi kakšen ravnil je padel po rami in tako naprej. Pač to je taka šola, ko pride otrok iz vrtca. Pol kakšno lasanje, v 5. razredu učiteljica za slovenščino nas je kloftala, učitelj za tehniko nas je stiskal za vrat, strahovali so nas z ocenam, nas delili na take in drugačne, na oblečene tako in drugače. In v 8. razredu se pač mogli odločiti,
kaj bomo cel življenje počeli. Se pravi, srednja šola je zdaj naša poklicna pot bila takrat. In šolski sistem je bil narejen tako, da v 8. razredu noben ne vedel, kaj bi pravzaprav cel življenje počel. Zato, ker je osnovna šola narejena tako, da ne išče talenta otroka, ampak v bistvu dela neko sivo povprečje vseh otrok, ki so primerni za odrasle davkoplačevalce. V srednji šoli si pač izbereš poklicno pot, ki te morda v to prisilijo malo starši, redki so, ki imajo dejansko ta talent in možnost, da grejo v pravo srednjo šolo, ki jih veseli in da bi celo življenje to počeli. In potem so tam spet razna zastraševanja, psihološki teror, stalno nek strah z ocenjevanjem in je kar težko. V srednje šole se zelo vidi, koliko potem otroci špricajo šolo, že začnejo pri 16 razmišljati svojo glavo, se upirajo staršem, ker so pač čutijo, da to ni prav, ampak je treba te učitelje poslušati in potem so razni deviacije oziroma odstopanja od normale, njihove, ki so si jo zapolnili. Na fakulteti gre pa potem tako naprej, saj zadnjih 20 let ali pa že 25, da dejansko v Sloveniji izobražujejo sistemsko nezaposljive ljudi. In fakultete so sami sebi namen, da imajo profesorji plače. In je veliko indoktrinacije oziroma enih tem, ki ti dejansko v življenju ne pridejo nič prav in se izobražuješ za to, da boš na trgu, da boš na trgu dobil svojo službo in potem enkrat diplomiraš tako ali drugače, ti dajo diplomo ali si pridem po 4 letih. Jaz sem mogel malo dalj časa delati, ker sem še delal preko študentskega servisa, da sem si plačeval stanovanje v Ljubljani. Skratka, sem preučil življenje v Ljubljani študentsko tako in drugače. Kar me je najbolj šokiralo pri podelitvi diplome je bilo to, da je naš dekan rekel, da so zdaj taki časi, to je bilo leta 2010, da danes ena diploma ni dovolj. In sem malo debel pogledal. Zdaj, jaz sem diplomiral leta 2010, 13. maja, in do danes še nisem dobil službe. In to vas tudi čaka. Tako da je tale diploma, ki jo imam zdaj že 10 let doma, zdaj že 11. leto, fakulteta za šport, dekan Milan Žvan, profesor, doktor in tako naprej, je manj uredna kot stale papir. To, da zdaj vem, manj. Zato bi jaz zdaj tej fakulteti za šport in Milanu Žvanu naredil takole, A v redu? Tole. To je zdaj moja kratka zgodovina mojega šolanja. In zdaj, jaz sem že 2008 vedel, da penzij ne bo. In sem se odločil, da se bom začel obnašati tako kot srna ali živali. Kako preživeti na zemlji? Predstavljajte si, da ste dojenček, kot Tarzan, in gledate okrog sebe, kaj se dogaja na tem planetu. So rastline, so živali, je voda, je sonce, nimate opravka z sistemom, s tem šolskim indoktrinacijo, od vrtca do fakultete, do potem kredit, služba, 40 let, davkoplačevalc, stanovanje, 2 otroka, pa kariraste zavese. Televizija, stalno programiranje, da živite življenje televizije, ne svojega življenja. In sem rekel, kako preživeti zdaj na zemlji. Se pravi, fajn se imeti. Otroci danes ne uživajo v šolah. Fajn se imeti, kako preživeti na zemlji. Poznati vse rastline na zemlji. Poznati vse živali na zemlji, poznati gradbene materiale iz narave, kamen, les, glina, slama,
steklo, recimo, ne. Idealno bi bilo, če greste brati knjigo Bobri, kako so oni živeli. Zato ne rabite poklica. Umetnost preživetja na zemlji je, da si pogledate praktično vrtnarjenje knjigo, ne? To bi bilo primerno za šolanje. Marija Tun, katero hrano, kako pridelati. Pa recimo je Moj biovrt, vrtnarjenje brez kemij, koledar setev, saditve, presajanje, odgovori, prakse in te zadeve. Pol je pridelovanje semen na domačem vrtu. Pol je, ne vem, čisto sem na pošti kupil, Mira Pušenjak, Miša Pušenjak. To sem celo bral na psihiatriji, to vam nam zdaj govori, dolga zgodba. Tam so zaprti inteligentni ljudje, zdaj sem bil zaprt skupaj z veleposlanikom Petrom Rebercem, ki je tako debelo knjigo bral. Vrt v malem, John Harrison. Pol so še, recimo, setveni priročnik, Marija Tun. Pol recimo za fante bi bilo zelo primerno gradnja z naravnimi materiali, Miro Žitko. Pol imamo recimo mir vsem bitjem, vegetarijanstvo. Zakaj? Zato, ker je v tej knjigi napisan, da večina bolezni izhaja iz mesojedstva. Zdaj, absurd je, da mi otrokom kupujemo plišaste igrače, pravi jim pa zakoljemo, pa jim damo na krožnika. Mislim, cel šolski sistem je narejen tako, da kdor da otroka v šolo, mu bojo zatrli vse talente, ta šola, ki je zdaj uradna, državna, in bo, jaz sem 5 let nazaj poslušal eno učiteljico, ki je rekla, da osnovnošolci razmišljajo o samomorih. Jaz vem, da je to res. Tudi delajo jih, ja. Zdaj, kaj bi še otroci rabili vedeti? Rabili bi vedeti, recimo, zdravilna zelišča, kako se sam pozdraviti. Recimo, tle je ena zdravilne rastline Richard Wilford, pri nas je to pater Ašič dosti raziskoval. Tlele imam še en priročnik samostanskega zdravilstva, oni so imeli največ časa za te zadeve. To je lekarna vaša, to je namesto farmakije, farmacija, izvira ta beseda iz farmakija, iz grškega jezika in pomeni čarovništvo. Farmaki, sorcery, čarovništvo je to. In zato je ta kača je zlo. In ta zlo bomo mi v Sloveniji zadavili, to kačo. Pač tukaj je še Naravni zdravnik, ena fajna knjiga, ki bi jo bilo dobro uvesti v novo tisočletno šolstvo, kakšne otroke mi hočemo imeti. Recimo tudi tale zdravilne gobe, ta ni prav stara knjiga, so to v bistvu vse naša naravna medicina. To je zdaj iz področja poznavanja živali, rastlin, pa recimo naravnih materialov. Kar se tiče zgodovine, vam priporočam recimo Enohovo knjigo, ki je najstarejši zapis. Začetek izvora zla na zemlji. Za tiste recimo šestošolci lahko to že berejo, bi že razumeli prihod padlih angelov in tako naprej. In potem pa poznavanje slovenske zgodovine, ki je tudi zamolčano. Recimo tukaj je Ivan Tomažič, Slovenske korenine, iz Karnijskih Alp, Bog uša suvišat, kar pomeni Bog naj bi obšel to višavo, smiselno v današnji prevod, Bog obišči to deželo. Veliko je laži v teh državnih šolah, veliko je nepomembnih stvari, kar je pa največji zločin je pa to, da v osnovni šoli v 9 letih povejte, koliko talentov oni najdejo in koliko jih uničijo, ker vsak otrok se rodi z enim talentom. In moja vizija šolanja je to, da je šolanje brez ocen, da je šolanje v naravi celo leto in da se otroci družijo med sabo ne glede na to, koliko so stari. Če nekoga zanima
ne vem, naravoslovje že do takih podrobnosti, lahko v prvočah že s petošolcem skupaj, ga petošolček uči. In tak način šolanja je po Anastasiji in v Rusiji je to šola doktorja Ščetinina. Dost napredno in precej svobodno. No? Veš kaj, imam vprašanje zate. Kaj je boljš, če mama nauči doma otroka čevelj zavezati na vezalko, ali če je otrok 1,5 metra v šoli od svojega sošolca, zdaj po novem z distanco, in če ne nos maske, da malca izoliran. Mislim, povej malo, kako je, če se doma šolaš, ali kako je, če se šolaš v taki mafijski ustanovi. Jaz to zdaj težko odgovorim, ker jaz nimam teh izkušenj, ko se otroci doma šolajo. Vem samo, da otroci imajo zdaj, ne da jim talente uničujejo v osnovnih šolah, zdaj so te šole smrtno nevarne. Zato, ker oni uporabljajo Wi-Fi. Rajko Bošnjak je naredil eksperiment zraven oddajnika Wi-Fi-ja, ker on se ukvarja s tem, da otrok uči, kako ne pridelajo svoje sadike zelenjave. Zraven Wi-Fi-ja sadike ne kalijo, oziroma semena ne kalijo. Wi-Fi je toliko škodljiv, da otroci neplodni postajajo. To gre za pobijanje otrok zdaj. V šolah, kdo jih da, otroci so pohabljeni ven. S tem, da to je nevidno, to se bo poznalo šele čez nekaj let. Da pa je to res, viri so samo v angleščini, ker je v Sloveniji hermetična cenzura. Največ je o tem govoril angleški MI6 upokojeni agent Barry Traver. Jaz imam tega možakarja že nekaj časa na YouTubeu, rodovni vrtičkar. Barry Traver, The True About 5G and Wi-Fi. Posnetek je bil 17. decembra 2019. Dolg je 2 ure pa pol. Potem so še, recimo, so še neki posnetki, 5G je smrtonosno, ki zdravnik razlaga, da gre za visoko tehnološko morilsko tehnologijo, ker se kisik ne more vezati na železo. Ker v tej frekvenci 60 GHz se kisik ne more vezati na železo in je posledično slabokrvnost. In mi ne rabimo slovenskih strokovnjakov, ker očitno imamo mafijsko državo in noben si ne upa glave dvigant, ker ga takoj pospravijo. Imamo pa angleške, ameriške znanstvenike, v Sloveniji vsi znajo angleš, tako da mi lahko damo kazensko vadbo na podlagi znanstvenikov ameriških. Mi ne bomo slovenskih prosili, ker vemo, da so vsi ustrahovani. Imamo tudi ameriški Wi-Fi, ne? Tako. Pa tudi ni kriv, kakor vakcina, če 5 let boli otrok, pa ni Wi-Fi kriva, ne? Kakor ni injekcija kriva, če umreš po cepljenju. Tako da če bi jaz imel otroke, je pač situacija taka, da jih nisem imel, jaz svojih otrok v šolo ne bi dal nikoli. 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 Moj moto je, da je otrok tako kekac, neustrašen, pogumen, vse premagal, vse ve in nasmejan, da poje. Tako da... A veš, da si to povedal v hiši, ker enš tu gor mojca živi, ki ga... Ja, lahko tudi zapojemo, ne? Ja. Lahko tudi zapojem za na konec, evo, vam bom še zapel. Skratka, dajte otroke ven iz šol, rešite jih tega maltretiranja. Ko boste otroke rešili, boste rešili tudi sebe. Otroke poslušajte. Če nimajo nasmejanih obrazov, veste, da je nekaj narobe. Ne se hecati z otroci, ker Bog nas gleda. In zdaj je božja sodba. Lažnivci bojo padli. In zdaj pa za konec vam povem, da moj vzornik, jaz imam 2 vzornika. Eden je Jezus Kristus, drugi je pa kekac. Oba sta pa nepremagljiva. Kdor vesele pesmi poje, hod po svetu lahkih nog. Če mu kdo nastavi zanko, ga užene v kozirok, jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Ram pa pom, ne? Tako da hvala, dajte otroke poslušati, če nimajo nasmejanih obrazov,
otroci, upam, da ste tole gledali, imamo super šole za vas pripravljene. Ko boste odrasli, ko boste hoteli kaj početi, bomo naredili tako, kot je bilo čas, pošljemo te enemu majstru, kovaču, tesarju, coklarju, vse, karkoli, ženske, vse zašivati, vse bomo imeli tako, kot je bilo včasih. Pred 150 leti, ne? Hvala lepa. Dragi Egidi, hvala, iskrena hvala. Še enkrat mislim, da si zaslužil za to ta praktični prikaz, tako kot mora biti v naravi, v življenju, doma, brez filozofije, brez skrivanja, da je to toliko vreden, več kot ne vem kaj. Praktično stvari otrokom pokazati, staršem pokazati in povedati, da je konc te iluzije, teh zgodbic, pa tega Wi-Fi-ja, pa gledanja v telefone. Dejte si rolete potegniti gor, stopite k sebi ljudje in mislim, da je prav, da se vrnemo nazaj k naravi. Ja, ta šola je padec, to je zdaj 1000-letni padec, to ni zdaj to korona, to je zdaj 1000-letni padec vsega. Iskrena hvala in mislim, da zasluži še en velik aplavz. Dragi Egidi, prosim, ostani tukaj, namreč bil si priča dogodku. Povabili smo tvojega znanca, prijatelja, Blaža. Blaž si tukaj? Ne, torej Blaža ni. Glede na to, mislim, če me spomine vara, da sta bila skupaj. Ja, bila sta skupaj. Bila sta skupaj in Blaž... To je bilo en teden nazaj, mislim, da. Ja, nekaj takšnega, pa bom kar tebe izkoristil, ker si priča, zato da ne bom jaz tlele, se pravi, si izmišljeval ali pa kakorkoli kaj narobe rekel. On nam je danes želel predstaviti protipravno in nezakonito postopanje varnostnikov v primeru varovanja oseb in objektov in zakaj ljudje opozarjajo na nošenje mask v objektih, čeprav to ni njihova naloga, niti prvo poslanstvo. Namreč, naloga varnostnika je zakonito določena, po eni strani, po drugi strani pa so varnostniki tisti, ki jih druge službe najemajo, ampak ne zato, ker bi tam čuvali nered ali pa da bi kdo kaj ukradil, ker zato so danes kamere in tako naprej. Darja, slišim te. Okay. Skratka, vidva sta prišla na neko lokacijo. Lahko povem lokacijo. Na neko lokacijo, ja, ki se ji reče točkovna lokacija. Zakaj točkovna lokacija? To je javni prostor, javni točkovni prostor, ki se pojavlja pravzaprav ne samo v Sloveniji, pa po celem svetu so te točke. Ne? To so določene točke, kjer se v bistvu prideš, ali se ukrepčaš, ali pa ukrepčaš svoj avto. Ampak ti najprej avto ukrepčaš in potem moraš zadevo iti plačati, če hočeš sebe ukrepčati, moraš pa pač direktno iti na tisti lokaciji noter. To je bila bencinska pumpa, katero pač vsi uporabljamo, zdaj pač smo tako, da so avtomobili in se moraš ustaviti in se osvežiti, vode natočiti, gume pregledati in tako naprej, ampak problem je, ker ti moraš v prostor, v točkovni javni prostor, v katerem si ljudje tam, ki vodijo to zadevo, rečejo nek hišni red, ki ne obstaja, ker to je skupnost stanovalcev, Petrol ni skupnost stanovalcev, ne morejo se na hišni red sklicevati, niti ni privat firma tista, ki bi postavljala zakone, ampak postavlja prodajne pogoje, ceno in artikle, ki jih prodaja. Vezano na to, se pravi, je varnostnik, ki je tebi in tvojemu prijatelju naredil sceno, delal totalno protizakonito, me pa zanima ta tvoj občutek, če ga malo pišeš, kaj se je zgodilo in kako je to izgledalo v bistvu tisti trenutek. Ja, jaz sem šel na kavo, noter v to poslovalnico bencinsko in ko sem stopil do tega kovomata, dal kovanc noter, je varnostnik priletel do mene, masko gor, vsi kolej od 15.6. pač pandemija ni več, tega ne rabim, rekel masko gor, čist nekontrolirano ujezi, da bo svojo službo zgubil, je že korak naredil pred meni, tako da dejansko sem začutil tukaj noter tesnobo, in se sestavil, se rekel, pa dobro, Egidi, to se boš ti dovolil, ne. In ta varnostnik je bil, jaz bi rekel nepriseben, no. On bi mi bil sposoben tam udariti. Jaz pač sem hotel zdaj tam tepst in sem slučajno imel v žepu masko za primer takih norosti in sem mu dal takole gor in ko je šel zraven, sem imel sam dol, da sem lahko umiral tisto kavo naročil.
oziroma tam iz BST, ki bo mata dobil ven. Ko sem šel ven, je bila noter še ena mlada družina. Mati je imela enega otroka v naročju, eden je hodil in še mož je bil od nje. Je tudi njih maltretiral. In ko so ven prišli, je rekel, postavite se tlele, policijo bom klical. In jaz stopim do njega, sem rekel, poslušaj, pa dobro, ti veš, da delaš nezakonito. Pa daj povej, kdo te sili, ne? Da te rešimo, ker ti delaš nezakonito. Ne? Ko da sem ga toliko zamotil, da je ta mlada družina šla. In je letel pol ta varnostnik noter, ne vem kaj, policijo klicati, čisti bil divji. In se ta mlada družina se mi zelo zahvala, da sem rekel, lej, sem pač prišel od Beli, super, super. Oni grejo, potem gre pa Blaž noter, ne. In njemu isto prav, masko gor, Blaž je pa bil varnostnik in ve, kako postopati. In je rekel, boš ti plačal. V glavnem je varnostnik se potem toliko strašil, da je zbežal. Ampak, kaj še bilo na koncu, še to bilo zaključek, oba so bila toliko razburjena, sva rekla, tega ne bo dopuščala, da bo maltretiral tle, tole moramo ukrepati, bo dobil kazensko prijavo. In sva šla ven se malo umiriti. In ko prideva nazaj, možakar pride varnostnik, ki je bil tam in mi dva njega hočeva slikati. On obrne akreditacijo okrog in naj sprašuje, kdo si ti. Razumete? Obnašajo se ko mafijski vsemogočneži. In očitno jim grozijo, šefi, da če tega ne bojo delali, da bojo izgubili službo. To, ne vem, če je bil nastopni, ne vem, če je imel srednjo šolo na njeno. Skratka, profil teh varnostnikov sploh ne bi smeli imeti. Riba smrdi pri glavi. Veš, prejšnji teden je bil pri meni prijatelj, ki je od tukaj iz te pisarne klical šefa varnostne službe. In oglasil se je človek, ki je v bistvu nadomešča šefa. In ko se je pogovarjal z njim, se je videlo, da človek ne pozna ne zakona, kaj šele zakon o varnosti in varovanju, sploh ne pozna svojega zakona. Kako to vem? Ker je rekel, da hišni red, da naj si jaz, meni je rekel celo, ko sem se z njim pogovarjal, da naj si preberem zakon in da naj spoštujemo hišni red. Potem sem pa rekel, dragi moj kolega, odpri zakon o varovanju, svoj zakon, odpri ga, pritisni tipki Ctrl+F in vtipkaj hišni red. Ali ta besedna zveza sploh obstaja noter? Ja, to so nam tako rekli. Sem rekel, in ti mene zakon učiš. Sem rekel, najprej si preberi, kaj sploh zastopaš. A veste, da ljudje sploh ne vedo, pod katero jurisdikcijo spadajo. Primer, policist, ki je v hiši, on mora spoštovati pravila hišnega reda. To se pravi, to so policijska pravila v hiši. Ko stopi na cesto, da tisti hip stopi v zakonodajo. Takrat ne veljajo več njihova hišna navodila, tam, ki so jih dobili noter, ampak zakon o policijskih nalogah. Ja? Takrat mora ravnati v skladu z zakonom. In isto je pri varnostniku. Lahko se v hiši pogovarjajo, kar sečijo, ampak naj si varnostniki preberejo svoj zakon, naj si preberejo, kaj je prav, naj si preberejo, kje so njihova pooblastila, kaj lahko počnejo, kaj lahko reče, koga se lahko dotakne. Maska je medicinska zadeva in v vsakem primeru presega svoja pooblastila. Prvič, nima medicinske izobrazbe, drugič ne ve, zakaj maske ne nosiš in četrtič naj si prebere sodbo koprskega sodišča, da to sploh ni prekršek. Gre samo za to, da nam natikajo maske, zato da smo tiho, da nas utišajo. In prvi korak k naši zmagi je maske dol, nobenih mask, da si zapiramo dihalne poti, ker to ne prenese, naše telo ni rojeno z masko. Prva stvar. In če pride še kakšen varnostnik in hoče masko natakniti komu, ljudje, pokažite mu vašo pravico za akreditacijo. Prva stvar. Druga stvar. Belis društvo ne spada pod nobeno jurisdikcijo državne varnosti in mi imamo, se pravi, svoj statut in mi se držimo naravnih zakonov in se držimo v bistvu vsega tega, kar nam bo pa zdaj v drugem delu naša Eveljana povedala in obnovila, zakaj smo sploh zbrani in zakaj smo tukaj in zakaj smo tako hudi na to državo, ki ne spoštuje ne svojih pravil, ne spoštovanja do človeka, kaj šele, da bi pravilno ravnala. Torej, Egidi, iskrena hvala.
No, Iviljana, jaz te prosim, zdaj, da v tem delu, evo sem ti pripravil naš statut. Se ga vem na pamet. A veš? Pravzaprav, da ponovimo tisto srčiko, tisto jedro, zakaj smo tukaj in kaj pomeni statut, kaj pomeni ustava in kaj pomeni usklajenost zakonov z ustavo in z statutom. Kje je statut, kaj je ustava, kaj so zakoni in zakaj imamo v bistvu to 10. alinejo 9. člena. Okay. Kaj pravzaprav pomeni za vse nas? Zakaj smo tako povezani? Hvala. Prav lepo zdrav. Jaz bom zdaj prosila Mihajla, da bo na kratko razložil ta pravni del. Prosim, izvoli. Ok, pravni del obstaja, zato da boste vedeli, v ustavi obstaja 136. člen do 145. člena. 136. člen do 144. člena v ustavi razlaga državno upravo. Državna uprava je razdeljena na občine, na okraje, na pokrajine in potem na nadzor vsega tega. In država kot država pravzaprav daje navodila in kontrolira finance občine in te lokalne skupnosti, ki so narejene v okviru države. Potem pridemo pa do 145. člena, ki pravi 145. člen, govorim na pamet, druga samouprava. V drugi samoupravi, v 145. členu ustave, vsi tisti, ki jo imate, lahko to vidite, iz leta 2013 je ustava, kjer so bile narejene zadnje spremembe, sta pa samo dve vrstici, dva stavka. Prvič, da se državljani lahko združujemo in povezujemo skladno z zakonom. Skladno z zakonom, to pomeni v društvih in tako naprej. Potem je zakon o društvih naprej. V drugi vrstici pa piše, da vsi, ki se združujemo samoupravno, kot civilno, lahko upravljamo v tem smislu tudi naloge iz državne uprave. Zato mi lahko delamo svoj dokument, ki je polnopravno veljaven v smislu državne uprave. Zakaj? Zato, ker smo na donacijah. Mi ne delamo v smislu javnega interesa. Zakaj ne? Zato, ker je javni interes plačan. Javni interes, ko boste slišali društvo v javnem interesu, veste, da je vzadej interes države. Ko boste slišali za nevladne organizacije, boste vedeli, da je vsako društvo pripeto na korito državne uprave. Da imamo Ministrstvo za kulturo svoja društva. Ministrstvo za šport ima svoja društva. In vsako ministrstvo ima svoja društva. In društvo, ki se hoče pripeti na korito, mora pokazati, kaj dela in potem seveda ga država tako društvo vzame kot zunanjega izvajalca in temu primerno tudi sponzorira. Zato so vsa društva danes tiho. A slišite, kakšno društvo govori proti koroni? Ne smejo, ker jim prirežejo vse peroti. In donacije. Ne dobijo donacije, oni dobijo sredstva za plače, za preživetje, imajo svoje družine, kredite, leasinge, zlate avte, ne vem kaj vse imajo, ker to niso heci. Hočem vam povedati, da mi delujemo pa v društvu prostovoljno, delujemo na donacijah in kot taki izražamo voljo ljudstva iz 3. člena ustave in zato smo kontrola tej državi. Mi nismo nasprotniki, ampak kadar je nekaj narobe, kadar zakon, ki ga država da in napiše, ni v skladu z naravnimi zakoni, družbenimi naravnimi zakoni in z matematično logiko, takrat moramo to jasno in glasno dati vedeti in to je naša dolžnost. Zato smo tukaj, zato opozarjamo že toliko časa. Najlepša hvala, Mihajl. Ne glede na to, koliko bi poznala vse te člene, ne morem jih tako lepo razložiti kot naš Mihajl in dajmo mu en velik, velik aplavz. Hvala. Jaz se spomnim, ko sva z Mihajlom začela najino skupno pot v okviru družine, sem jaz rekla, pejva greva ven iz Slovenije, vidiš, koliko so vsi proti nama. On pa, zakaj pa? Mi imam pravico tukaj živeti.
Nič nisem naredil narobe. Vse je v skladu z naravnimi zakoni. Jaz sem čutila pritiske javnosti, pravovernih vernikov, ki so smatrali najino skupno življenje za, ne bom izrekla niti besede, niso naja podprli. Nasprotno, veliko stvari so naredili, da bi naja ločili. Ker pa se midva nisva združila zaradi najne osebne volje, niti ne moje, niti ne njegove, Bogu hvala, najna veza še vedno najna veza. Zakaj? Ker je narejena na podlagi zakona, ki ni zemeljski, ki ni institucionalni, ki ni do smrti. Ker smrt ki nima računice. in seveda tudi nima računice. Tako je. S tem se popolnoma strinjam. Ker smrt je nagrada za neznanje, za temo. Smrt je odsotnost luči, smrt je odsotnost ljubezni. In kdorkoli poroča kogarkoli do smrti, na kakšni strani? Je na strani resnice? Je na strani življenja? A je na strani neznanja? Jezus je rekel na križu, moj Bog, odpustim, saj ne vedo, kaj delajo. Tudi jaz sem se želela cerkveno poroko. Rimokatoliška cerkva nama ni bila pripravljena dati blagoslova. Kar so smatrali to največji greh. Ljubezen, družina, skupnost. Mene zanima, zakaj sem mi tu ostal še. Povej, do konca. In glede na to, da sem se jaz osebno odločila, preden sem njega srečala, za brezpogojno ljubezen, ki je tudi zapisana v 9. členu našega statuta, in mož je že naparkrat rekel, da do mene ni vedel, kaj je brezpogojna ljubezen. Niti slišal nisem za to. Niti slišal ni. 6 let teologije in nisem slišal besedne zveze brezpogojna ljubezen, ker to tam ne obstaja. Obstaja samo pogojna ljubezen, če ne boš to. Pa ljubezen do smrti. In tako. Zanimivo, ja, res je. Ja, in namen in cilj društva je srečno življenje z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja. To so močne besede, se strinjate z menoj? Jaz sem imela celo leta 89 seminarje s tem nazivom. Z brezpogojno ljubeznijo in z naravo do popolnega življenja. Jaz sem pa otroke čuval, ti si imela pa seminarje, ne? Ne, on je prišel na večerjo. Takrat je bil še v samostanu. In takrat je bila Šam še moja hčera. Tista, ki jo ni bilo treba, hvala Bogu, več čuvati. Kasneje, ja, ko so prišli najni otroci, je velikokrat tudi ni čuval otrok, samo ljubil jih je in lepo skrbel za njih. In še danes sem ti hvaležna, ker si lepo vzgojil svoja 2 sinova. Kaj je brezpogojna ljubezen, dragi moji? Danes me je zjutraj poklicala ena gospa, ki je zanimala neki zvezi s podpisom, ki so ga propagirali in ga propagirajo v Prasindikatu. Dolgo smo se pogovarjale in rekla je, prosim, malo spregovorite o tem, vi tako lepo se razložite, razumljivo. Jaz nisem čisto razumela, kaj je gospod Primož želel povedati za svojimi predavanji, pa sem se zelo trudila. Sem rekla, nič se ne sekirajte, tudi jaz nisem nič razumela. In res nisem. Razumem pa nekaj, kaj je brezpogojna ljubezen. To pa zelo dobro razumem. Zato, ker se že 33 let iskreno in srčno prizadevam, da bi bilo moje srce res brezpogojno. Vsi poznamo učenje od Jezusa Kristusa. Teoretično ga je lepo citirati. Ko pa prideš v situacijo, da moraš ti nekoga objeti, ki ti je mogoče ukradel avto, ki ti je mogoče pretepil, ki ti je lagal,
ki ti je ubil otroka, to je pa že višja lekcija. Doktorat, duhovni doktorat. Kako ljubiti sovražnika, če imaš bolečino v srcu, če imaš v mentalu jezo, če imaš v duhu strah, kako ljubiti? In vendar smo tako ustvarjeni, da imamo svobodno voljo. In ta svobodna volja je to, kar nas dela žive in odgovorne. Ker kar mi sejamo, to mi žanjemo. In kar bomo posejali, bomo slej ko prej poželi. Ker smo individualna bitja, ustvarjena po Božji podobi in nismo roboti, imamo svobodno voljo, da se odločimo za življenje, ali za bolečino, ali za smrt, ali za sodbo, ali za strah, ali za tudi smrt. To je naša pravica in tudi naša odgovornost. In dragi člani društva Belis, vem, da ste se vsi odločili za radost. Vem, da ste se vsi odločili za srečo, za zdravje, ker drugače ne bi bili člani društva za srečno življenje Belis. Ampak to ne pomeni, da ste v tem trenutku 100% srečni. Tudi ko se jaz odločam, da grem iz Ljubljane na Jesenice, ko se odločim, še nisem na Jesenicah, moram prehoditi tisto pot iz Ljubljane do Jesenic. Na poti me lahko zaustavi policija, lahko se mi pokvari avto, lahko me zanima, kako je na Bledu, lahko vmes celo zbolim, ker sem vmes pojedla nekaj, kar mi ni pasalo. In vendar moj cilj je še vedno, da pridem na Jesenice, če danes ne bom jutri, če jutri ne pojutrišnjem. Ampak važen je, da imamo cilj. In moj cilj je bil, da imam brezpogojno ljubezen tudi do sovražnikov. Čisto lahko je ljubiti nekoga, ki te ima rad, ki ti prinese rože, ki ti skuha zajtrk, ampak ljubi nekoga, ki te udari, ko tebi laži govori. Kako ljubiti takega človeka? Zame je bil to velik izziv. In glede na to, da jaz to sama ne morem, jaz tega nisem zmogla sama, ker sem kot človek meseni človek. In vendar obstaja nevidna pomoč. Zelo zanimivo je bilo 2 dni nazaj v Šparu, me je trgovka opozorila, da nima maske. Pa si mi rekla, ja, jaz jo imam. Ja, jaz jo ne vidim, je rekla. Sem rekla, a je ne vidiš, kako imam veliko? Zdrznila se je, odmaknila se je. 3-krat je šla mimo mene in vendar ni upala nič več reči. Vsi mi imamo zelo veliko masko, ki se imenuje maska svetlobe, maska ljubezni, maska vere, maska resnice. Nosimo jo okrog. Ne skrivajmo jo, ker jo imamo. Tema beži od nas, ker nam mara luči, ker hoče biti še vedno tema. Mi, ki smo otroci luči, beli so otroci, mi ne rabimo se bati tistih, ki nas mogoče vprašajo, kje imaš masko? A si cepljen? Ja, jaz sem cepljena. Vsa sem cepljena, ne vidiš, koliko sem cepljena, še v belem hodim zadnje čase. Da boš ja videl, da sem bela. Cepljena z belino, z resnico, z ljubeznijo. Smo cepljeni? Ja, z resnico, z ljubeznijo. Pomagamo si drug drugemu. In naš statut govori samo o tem, da imamo pravico in dolžnost biti srečni, širiti resnico, objemati ljudi, tudi tiste, ki nas ne marajo, blagoslavljati temine tega sveta.
ker tanke luč prižgemo, zasveti luč, kam gre tema, nikamor, a se skrije pod mizo, ne, spremeni se v hipoma v luč. Kdor noče luči, tako ali tako zbeži stran. In zato, dragi člani društva Belis, mi smo svobodni. Svobodni v duhu, v resnici in v telesu. Ker smo se odločili za srečo, za radost, za mir. Mi se ne rabimo biti nikogar, ne inšpektorjev, ne redarjev, ne odlokov, ker mi smo to, kar smo. Se so tudi oni to, kar so, samo da se ne zavedajo, ker še ne vejo, kdo so, ker mislijo, da so del sistema, da morajo sistem ubogati. In ko nekoga pogleda z ljubeznijo, ali zbeži, ali pa se predrami, se zbudi. Dovolj nas je, da bo Slovenija dežela resnice, ljubezni, svetlobe in miru. Dovolj nas je že. In še več nas bo. Še bistveno več nas bo, ker vsi si želijo resnico, vsi si želijo biti srečni. Nekateri mislijo, da bojo srečni zato, ker bojo cepivo dobili v roko. Eni mislijo, da bojo srečni, če bodo imeli masko na ustih. Zavedeni so. Vse ne vedo, kaj delajo. Imajmo sočutje do teh ljudi, imajmo ljubezen do njih, ker jih bomo prebujali, razsvetljevali in to je tudi osnovni namen društva za srečno življenje. Belis. Mož mi štrajno kaže statut. In hvala. Veste, imela sva gosta pred leti, doktorja Ivančiča, leta 90. Ekumensko srečanje sva imela v Španskih Borčih. 300 ljudi je bilo. 300 ljudi je prišlo poslušati doktorja Ivančiča, ki je bil velik karizmatik. In jaz sem ga povabila, tako kot sem danes povabila gospoda Ladislava Troha. In sem vesela, da je bil z nami. Se strinjate? Ja. Dajmo še en aplavz. In prišel je k nama. Bili smo v dnevni sobi in se pripravljali za ekumensko srečanje v Španskih Borčih. Tisti, ki ne veste, gospod Ivančič je duhovnik, karizmatik bil, takrat zelo iskan. Imel je seminarje prenova duha. In na enem izmed njegovih predavanjih sem bila tudi jaz. In ko je govoril o božjih zakonih in kako je pomembno, da poslušamo Boga bolj kot ljudi, sem med pavzo prišla k njemu zelo ponižna. Joj, a veste, jaz sem pa v grehu, še vedno nisem poročena, ker se partner že želi poročiti. Mama se pa rada. Poznate te zgodbe. Vsi smo mama rada, ampak poroka pa ne. Nikoli poroke. Poroka je odgovornost, je ena obveza, pogodba. Je strpnost, je tudi pogodba. Da boste skupaj v življenju za dobro, v dobrem in slabem, za večno. Saj jaz tako pravim. Ne do smrti, za večno. In na tem seminarju me je on podučil, da moram Boga bolj poslušati kot ljudi. Dal mi je na svet. Zelo preprost svet. Svojega partnerja vpraša, ali poroka, ali konec. Sem rekla, on bo jokal, se vedno joče, pa želi biti z mano, pa jaz tega ne morem narediti, jaz imam sočutje do njega. In je rekel, ne skrbite, Bog bo za njega poskrbel. Ti pa poslušaj svojega Boga in delaj to, kar je zate dobro. Zgodba je bila pač taka, da seveda partner si ni želel poročiti in sem se z nasmehom poslovila od njega. In hvala Bogu, da sem se, ker pa sem srečala svojega zlatega moža.
ki se tudi uči biti v praksi brezpogojna ljubezen. Sigurno mu ni bilo v zakonu vedno enostavno, ampak glede na to, da ima... Same vrtnice imam, poglej, malo pikne, ampak okej. Ja, če imamo krpo za posodo pomivati, vedno lahko umijamo vse, kar se umaže. Se strinjate z mano? Tako tudi mi v zakonu imava dobro krpo odpuščanja. In vodo, ki čisti vse, kar ni lih najbolj v danem trenutku. In tako greva lahko naprej. In da dokončam zgodbo, ki sem jo začela, ta gospod dr. Ivančič, ki je mene naučil, da moram Boga poslušati na prvem mestu, je bil povabljen z moje strani, da je na ekumenskem srečanju v Španskih Borčih leta 90. In je celo prišel. Imeli smo najavljeno v časopisu dr. Ivančič, Stikova vroča linija, ne vem, kje vse. prenova duha, ekumensko srečanje, Slovenija bo enotna dežela, ljubezen bo na prvem mestu. In ko se lih fino menimo in se odpravljamo v Španske Borče, zazvoni telefon. Grem na telefon, gospoda dr. Ivančiča. Dr. Ivančič pride na telefon. Ja, okej, ja. Odloži slušalko in nama pove, da mora odideti, da ima prepoved. Načkov Šuštar mu je takrat povedal, da mu... Gospod Načkov Šuštar ga je prosil, da zapusti. Slovenijo. Zapusti najin dom, ker sva v imenu rimokatoliške inštitucije najbolj grešna bila v tistem trenutku, ker so se poročila in dala dom in družino najinemu prvemu sinu. In dr. Ivančič je sklonjeno glavo rekel, prostite, moram avtoriteto ubogati in poslušati. Žal mi je, ampak jaz moram biti poslušan sistemu. Odšel je. Jaz pa v sobo, kaj pa zdaj? Jaz sem jokala, razočarana, ker sem verjela, da je služi Bogu, da služi Jezusu, da je zavezan Jezusu in ne avtoriteti. Kaj bom pa zdaj? Koliko ljudi bo prišlo? Kdo bo predaval? In nenadoma v tistem mojem joku slišim svoj notranji glas. Odpri usta, bom govoril skozi tvoja usta. Daj mi svoje roke, bom skozi tvoje roke delal. Takrat sem se prvič naučila, kaj pomeni delati Božjo voljo, ne mojo voljo. In ko sta odšla na srečanje, polna dvorana, mož je povedal, dr. Ivančič ne sme predavati. Izven cerkvenih zidov. Jaz pa sem omenila, kdorkoli je prišel poslušati gospoda dr. Ivančiča, bomo razumeli, da bo odšel. Kdor pa je prišel poslušati Božjo besedo, dobrodošel. In kaj mislite, koliko ljudi je ostalo in odšlo? Več kot polovica. Ljudje so prišli gospoda dr. Ivančiča poslušati, ne Božje besede. Ampak tisti, ki smo ostali, smo bili vsi bogato blagoslovljeni. In to je Božja beseda. In jaz vam lahko povem iskreno, jaz v tem trenutku ne poslušam sebe in svojih strahov in svojih šibkosti zemeljskih zmesenih. Vem, kaj je Božja volja. In Božja volja je, da damo Boga na prvo mesto, da ga živimo, da poslušamo in da smo ponižni pred resnico in da delamo tisto, kar je Božja volja. In Božja volja je življenje, radost, sodelovanje, sprave, vse to, kar je v statutu Belis. Lahko si vse preberete. 3 minute imaš, da pojasniš, kaj bojo brali. To boš pa ti prebral. Izvoli. Ne. Izvoli, prosim. Mihajl, prosim, preberi. Prosim te. Ne, izvoli, jaz želim, da ti prebereš. V programu piše Ivilijana Belis bo statut. Evo. Jaz statut govorim. Moj statut, ki ga jaz poznam, je resnica, je svetloba, je spoštovanje vseh naravnih zakonov, je ljubezen do bližnjega, je odpuščanje in je življenje iz srca. Je brezpogojna ljubezen do življenja in do vseh bližnjih, ne glede na to, ali so oni do nas že ljubeznivi ali pa šele bodo.
To je moj statut, statut srca. Izredno izbrane besede, živa beseda zmeraj zadane, kar smo priča in mislim, da si zaslužiš en velik aplavz za to. Hvala, jaz pa ti pa eno vem. Ja, potem, ko preberem statut, ker to je še Izvoli. zmeraj tako. Mihael ga bo prebral, jaz ga pa na pamet ne vem. Morate razumeti, da sem vzgojen v zelo strogo rimokatoliški družini, da sem s 15 leti vzel kovček in šel v svet in sem živel samostalno od 15. leta naprej do svojega 29. leta. V celici, v sobi, najprej študenti, dokler nismo dokončali študija in mislim tudi, ko smo imeli, tako da sem imel zanimivo življenje. In moja vzgoja je bila takšna, da si se mogel držati pravil in črk in vsega tega. In seveda, zdaj, kadar pa že na meni iz srca govori, mene to zelo boli, ker to niso črke, jih ne moreš kršiti, ker ljubezni živega človeka ne moreš ignorirati. To črko jaz lahko dam na mizo, pa ženo objamem in sem bolj srečen, veliko bolj srečen, dokler da se držim odlokov, bedari, črk, a ne? Morate vedeti nekaj, da po besedi je vse nastalo. Bog v Svetem pismu pravi, po besedi je nastal ta svet. Jaz sem rekel in zgodilo se je. Zdaj pa, ali boste si rekli iz vaše duše, živel bom svoje življenje, ali bom pa živel črko, ki nam jo ta vlada po odlokih daje. Ker ne vedo, kaj delajo. Barva zvoka, barva energije, barve, ki jih živimo, ta svetloba mavrična, s katero sem se 15 let ukvarjal, vam povem, je tukaj najlepša v teh 9 členih. In jaz, ko to preberem, se mi zdi, da se mi življenje vrne. Pa bom začel še enkrat s prvim, vzel si bom 2 minuti, čeprav je 19 in bom to prebral. Prosim, da ostaneš tukaj, da slišiš. Srečno se pravi alineje, 9. člen, srečno življenje z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja. To je, kar si nam ti zdaj pojasnjevala. Hvala, čudovito. Jaz sem srečen. Se čuti in vidi. Da s prijateljskim združevanjem občanov različnih poklicev razvija in pospešuje medsebojno razumevanje in spoštovanje. To je namen in cilj društva, medsebojno spoštovanje. Samo o spoštovanju bi lahko govorili veliko časa. 3. alineja, da se zavzema za svobodo človeka in duha. Zato sem te pustil 1 uro govor zdaj skoraj tukaj. Za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe. To je čudovita zadeva. 4. alineja, skrb za osveščanje ljudi. Širi strpnost in tolerantnost do drugih kultur in narodov. Naslednja alineja. Društvo podpira in skrbi za kulturo in osebnostno rast članov in vseh, ki želijo delovati v društvu. Naprej. Skozi različne prireditve izobraževalnega in kulturnega značaja. Opozarjati na pomen kulture in znanja pri zadovoljevanju potreb prebivalcev. To je to, kar počnemo ta hip. Naprej, seznanjanje članov in simpatizerjev z okoljskimi vprašanji, vprašanji sobivanja ljudi in živali, vprašanja prehranjevalnih navad od otroštva naprej, z vprašanji vzgoje v strpnosti. Naslednja. Informiranje in spodbujanje k strpnosti do drugače mislečih in organiziranje prireditev izobraževalnega značaja. Predzadnja alineja, širjenje kulturne zavesti in ključna alineja, zaradi katere smo danes tukaj zbrani in zaradi katere se dogaja, kar se dogaja v Sloveniji, jaz sem presrečen. Društvo sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Ne odstopamo od tega. Hvala lepa. Hvala. Jaz bi tukaj se zahvalila Mihaelu, ker je ta del naredil res 100%. Bi pa povedala za konec to, kar sem tudi danes eni gospe povedala. Ko zaslišimo notranji glas, ki nas potiho, srčno
vabi, da nekaj naredimo, poslušamo ta glas, ne poslušamo mentala, ki se nam hitro oglasi, pa kaj bojo ljudje rekli, pa kaj bo to, pa kaj bo ono. Ura je 7. Poslušajmo, da pri Bogu sploh ni časa. Smo v brezčasju. In časa ni. Če smo mi z Bogom, je 1 minuta, njegova 1 minuta je na zemlji lahko 10 let. In naša 1 minuta je lahko pri Bogu 10 let. Zato moramo vedeti, kaj je Božja volja. In vedno rečem, da Bog je prišel v telesu na zemljo. Jezus Kristus je prišel s telesom. Popravil je napako Eve, ki je imela popolno telo, vendar ni imela povezave z Bogom ves čas. Odšla je stran od Božje volje. In zato je rojevala v bolečini. Zato je obolevala. Zato so se njeni otroci tepli med sabo pobijali. In hvala Bogu, da je prišla rešitev skozi poslušno zemljanko Marijo, ki je bila izzvana, da bo rodila Božjega otroka. In je rekla, naj se zgodi Božja volja. Ni rekla, ni, strah me je, mene bojo kamenjali do smrti, če bom brez rinke zanosila. Bila je predana Božji volji. Ni želela svoje volje uveljavljati. Ampak naj se zgodi Božja volja. In rodila nam je ljubezen. Ljubezen, ki nas uči in nas je učila in nas bo učila, da damo na prvo mesto ljubezen, da odpuščamo drug drugemu z ljubeznijo, da se trudimo za brezpogojno ljubezen in da jo širimo. In to bi danes rekla in se zahvaljujem vsem vam, ki ste ljubezen, ki boste ljubezen in ki boste širili radost in srečo v Sloveniji, da bo zelo hitro Slovenija polna ljubezni, radosti in svetlobe. In lep pozdrav, hvala lepa. Dragi moji, te besede so zelo težke za poslušati, tudi meni, čeprav z ljubeznijo živim. Težko vse razumem in za zadnji stavek vam povem. Čustva pri ženskah ne moramo razumeti, moški sploh ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker ženske same svojih čustev ne razumejo. Kje šele, da bomo moški to razumeli? Toliko, da vas potolažim, jaz sem srečen, da tega niti ne skušam razumeti, ampak to probam pa živeti. Zaenkrat, hvala, želim vam lep teden, dajmo se odločiti, tako kot pravi moja žena, za ljubezen in jaz, ki imam doma vedno zadnjo besedo, rečem, da, draga. Lep pozdrav.